čisti fitness za en kozarc soka. Tako je bilo včasih, danes pa cel luksus na kuhinjskem pultu. Mogoče malo manj prečiščerjev, a vas zanima, o čem govorim? Pa si poglejmo. Sokovniki, juice ekstraktorji, vžemalniki soka, kljub svoji enostavni konstrukciji veljajo za enega dražjih gospodinjskih aparatov. Verjetno tudi zaradi tega, ker je bil predpisan mnogim pacientom z dietetičnimi potrebami in različnimi obolenji. Saj veste, na zdravju se služi. Luč sveta so ugledali v poznih 60-ih, zgodnjih 70-ih, a kmalu spoznali pajčevino mnogih shramb zaradi svojega zoprnega čiščenja. Ta kompaktne mašine se zaradi svojih krtačnih motorjev derejo hujš kot sesalc. Zaradi majhne odprtine je potrebno sadje in zelenjavo primerno narezati. Pri trših sestavinah, kot je recimo rdeča pesa, se pritiska z občutkom, da se ta hitrost motorja ohrani, da bi sočenje bilo efektivno. To bo pa šlo. Glasna, a divja. Vse to za zdravja poln sadno-zelenjavni sok. Potem so tukaj še sokovniki, ki so nekoliko zmogljivejši, večji, a zaradi svoje velikosti imajo ta velik tih asihronski motor in tudi veliko odprtino. Zato je sočenje dosti hitrejše, saj lahko noter mečemo cele kose. To pa je zdravje. Mimogrede, za enostavnejše čiščenje ali za dvojno uporabo pulpe se lahko v zadnji prekat vstavi vrečka. In to je to. No, tisto prej so bili centrifugalni sokovniki, ki ne glede na starost in obliko delujejo na isti princip. Tukaj pred mano pa imam še najdražjo verzijo sokovnika, to je sokovnik, ki stiska počasi oziroma sokovnik na polž. A ravno zaradi tega polža je tudi primeren za listnato zelenjavo, ker jo res maksimalno iztisne. Načeloma so ti sokovniki dosti tišji od vseh ostalih, tale ima DC motor, zato je še vseeno dovolj tih. Kolikor se kaj zagozdi, imajo vsi ti polžasti sokovniki funkcijo reversa, torej vzvratnega vrtenja, da vam vrne malo sestavine nazaj in potem ga spet poženete naprej in normalno sočite. Tako, izkoristek je 100%. Zato, ker je res vse sprešano,
sok je popolnoma čist, ni oksidiran zaradi hitrosti. Je pa tudi pri teh sokovnikih omembe vredno, da lahko na njih tudi pasirate paradižnik za mezgo ali jagodičev ali kaj podobnega, ker v bistvu vse loči. Torej čisti sok v eno posodo in potem vso pulpo, olupke in tako naprej v drugo. 5 pravil čiščenja sokovnikov. Prvo pravilo, prej ko se sčisti, lažje in boljše je. Drugo pravilo, pulpo se zavrže ali porabi za nadaljnjo kuho. Tretje pravilo, mrežice se ne čistijo v pomivalnem stroju, ker postanejo skrivljene, ekscentrične, sokovnik postane neuporaben, očistimo jih pod tekočo vodo in s tako ščetko. Četrto pravilo, kontejnerji, tik za pulpo, če se da noter vrečka, se izognemo čiščenju, je fertik. Pri polžastih sokovnikih peto pravilo, isto kot prve 4. Vse skupaj se vzame ven, mrežica pod tekočo vodo, to pod tekočo vodo in ste gotovi. Sokovniki so res mašine z renomejem. Primerni so za razne kuharske podvige in ohranjanje zdravja. Sicer pa eno jabolko na dan odžene vse stran, če se ga vrže dosti močen. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.